Vresnik Primož, literarni natečaj 1968. Odlomek iz novele. 127 kilometrov vožnje še zmeraj ni sklenjenih. Bodoči pisatelj je videl vojake. Nikoli ni videl toliko vojske na kupu, kakor takrat, tistega poletnega dne. Nikoli v življenju, ne prej in ne kasneje. Nihče se ni ukvarjal z otrokom, ki jo je mahal proti stavbi Ministrstva za kulturo. Stavba Ministrstva za kulturo je bila tisti dan nezastražena. Vojakom ni bilo do češke kulture in zato so bili vojaki okoli stavbe ohlapno razporejeni, kakor kakšni stražarji tamkajšnjega okoliša, ne pa stavbe same. Nihče se ni ukvarjal z otrokom, ko je zapuščal stavbo ministrstva. Tudi Honzin vstop v stavbo pri vojakih ni prebujal dvoma. Situacija pred ministrstvom je iz vojakov naredila verižne kadilce. Sedeči in postajajoči vojaki so okolici sporočali, da nimajo pravega dela, razen ideološkega. Zgodilo pa se je nekaj zanimivega. Nekaj, kar lahko vključiš v literaturo. Od oklepnih vozil je pihal hladen veter. Pravzaprav piš, ki je hladil tankovske mehanizme. In ta vetrič, ki je nenadoma potegnil iz tanka, stoječega na vogalu ulice, je dečku iztrgal iz rok potrdilo. List papirja z njegovim imenom in priimkom kot imenom nagrajenca literarnega natečaja je poneslo po zraku. Dečku je zastala kri v žilah in začutil je neznanski hlad. Oblila ga je zona, kakor takrat, ko so mu sporočili, da sta starša umrla v prometni nesreči. List je poneslo visoko v zraku in potem je padel pred škorenj vojaka, ki je potrdilo nenadoma pobral. Smejoč vojak je zadihanemu dečku potrdilo izročil, ne da bi pogledal, kaj na listu piše. Preden je napisal svojo znamenito novelo Dež iz pisateljskih listov, se mu je skoraj zgodilo, da bi veter potrdilo o književni nagradi odnesel za zmeraj. Tako malo je manjkalo. In res se je na potrdilo posušilo nekaj naftnih kapljic za spomin in te so ostale vidne za zmeraj. Spomin sovjetskih tankov drobnemu dečku Honzi. Oklepni vetrolom je listu papirja zapustil trajne sledi. Kolikokrat si je v tujini ogledoval posušene kapljice nafte na tem potrdilu literarnega natečaja, s katerim se je poigraval tankovski veter, čim je zapustil brezveterne hodnike Ministrstva za kulturo. Nikomur ni govoril o tem. Ta dogodek je takoj prešel v dolgotrajen spomin. Skozi številne svoje literarne stvaritve je o tem dogodku spregovoril izključno posredno, nikoli neposredno. Za nobeno slavo tega sveta ne bi razkrival, kaj se mu je zgodilo med tanki. Kaj je občutil, kako zadušno je bilo tedaj med vsemi temi gosenicami tankov. Komaj je dihal. Ceneno in plehko bi postalo, če bi razgalil vse tanke tresljaje svoje duše. Še en dogodek umetniške posvetitve, ki pa se je resnici na ljubo zgodil v prostaškem in banalnem zgodovinskem ozračju. V trenutku ponižanja Češkoslovaške.
Pred novinarji človek kar hitro postane gostobesedno prazen. Začveka se v stvareh med nebom in zemljo, vendar poplava besed ne prinese ravno globokih sporočil. Človek pove preveč ali premalo. Samo molk ohranja čisto kapljo spomina v naročju rahločutne duše. Tega se je Honza zelo zgodaj zavedal. Molk je najboljša obramba pred plehkostjo. V njem je gotovost vesolja, preden kdo ne odpre ust. Iz tega vidika je imel rad neme filme. Ko jih je gledal, se mu je zdelo, da plava v globokem morju čiste tišine. Kakor takrat, ko se je kot otrok zagledal v praško astronomsko uro. Praška astronomska ura seveda ni merila in izmerila literarnega talenta. Prinesla pa je vsebinske podobe vsakršnega časa, ki je kdajkoli tekel. Rotovške ure tega sveta so si podobne. Živijo v svoji starodavnosti. Živijo starosvetno življenje in se ne ozirajo na nikogar. Živijo v svojem zgodovinskem času, v katerem so bile narejene. Postaranega okostnjaka na praški številčnici obkroža 12 apostolov, vendar Honza v svoji duševni svet ni spustil ruskih tankov. Nikoli do konca niso zapeljali vanj in tako je preživel. Iz sveta spominov je priplaval nazaj v bolgarsko restavracijo Okus sredi Pariza. Honza je bil vesel, da bo urbani, polemični svet ponovno zamenjal za svet pisateljske tišine, za svet, ki je najbližji svetu nemih filmov, za svet, ki se mu je kot otroku odprl pod astronomsko uro, stoječi na stari rotovški stavbi v starem delu Prage.